Dragi prijatelji, dragi gostje in gledalci. Dobrodošli na naš 17. kulturni večer ob taktu barv, ki je obenem prvi spletni kulturni večer slovenskega doma San Martin. Leto 2020 bo res nepozaben zaradi pandemije, saj smo se morali prilagoditi na novo vrsto komunikacije, virtualno. Sprva nekako zoprno, neznano, zapleteno, nedosegljivo za vse nas mlade, ki nismo bili vajeni YouTubea, Instagrama, Facebooka, povezav in še. Vendar opažamo, da ima virtualna oblika veliko korist. Dogodek lahko delimo z vsemi prijatelji, kadarkoli in kjerkoli na svetu. Tako da, dobrodošli na naš prvi virtualni kulturni večer, naš 17. ob taktu barv. Tako so poročali ob našem prvem ob taktu barv leta 2003. Ob taktu barv poteka naše vsakdanje življenje. Zjutraj se zazremo v sinje nebo, ki spreminja barve in nas ob sončnem zahodu prevzame s pravo harmonijo barv. Dolgočasi nas sivina mestnega betona, a naše oči so pijane barvnih odtenkov sredi narave. Naše srce utripa ob jesenskih, zimskih, pomladnih in poletnih barvah. Ljudje se med seboj razlikujemo po barvi las, oči, polti in po politični barvi. Liturgične barve izražajo značaj določenega praznika. Barve so tudi razločevalno znamenje pripadnosti nekemu narodu, ustanovi, športni ekipi. Lahko bi naštevali še in še. Tako poteka naš vsakdan. So pa ljudje, ki sredi njega sledijo ustvarjalnemu navdihu in ga preustvarijo v nekaj novega, drugačnega. Ob taktu barv se porodi umetnina. Ob taktu barv je čudovit večer umetnosti in prijateljstva. Večer ustvarjalnega sveta in domišljije, na katerem je sodelovalo že mnogo umetnikov, igralcev, pevcev, zborov, oktetov, ansamblov. Ob taktu barv nam je prava oaza, kamor se lahko umaknemo pred vsakdanjim vrvežem ter se ob umetnosti in glasbi duhovno obogatimo, in to že veliko let. Noč pisanih čustev.
Torej, veliko uglednih umetnikov se je že predstavilo na našem kulturnem večeru. Letos pa smo še posebno veseli, da Mikaela Podržaj nam bo predstavila svoje umetniška dela in Toni Podržaj nas bo obdaroval svojo mojstrsko interpretacijo na kitari. San Martinski dom mi je večkrat nudil možnost, da sem se lahko publiki predstavil z igranjem na kitaro. In to še posebno na kulturnih večerih ob Taktu Bar. Predstavil sem se kot solist, spremljal vokalno skupino Muchachas in z ansamblom šole Instituto Valgestar. Na letošnji virtualni izdaji bom zaigral nekaj argentinske folklore. Slavni argentinski kitarist Eduardo Falú je za kitaro priredil tradicionalno sambo La Cuartelera. Druga pesem, El Miši, je v ritmu plesa Gato. San Martinskemu domu hvala za vabilo in vam za poslušanje.
sem Mikaela Podržaj, v slovenski skupnosti in družini me vsi poznajo kot Leli. Po poklicu sem grafična oblikovalka, a se tudi ukvarjam z ilustracijo in keramiko. In danes vam bom malo pokazala to, kar rada počnem. Doma sta nas mami Nati vedno spodbujala k umetnosti, Toni, Saš in Kati so se navdušili za glasbo, jaz pa sem vedno rada kaj risala in delala ročna dela, tako da sem že od majhnega hodila na tečaje risanja. Ustvarjam digitalne ilustracije, kjer je dosti domišljije. Zanima me prikazati nekaj, česar ne vidimo v vsakdanjem svetu, ali kaj spremeniti. Pred nekaj leti sem se udeležila mesečnih natečajev na ameriški spletni strani Threadless, ker sem že kot študentka občudovala ilustratorje in super majice, ki so jih tam prodajali. Tako da je bilo zame veliko veselje, ko so mi sporočili, da bodo tiskali nekatere moje ilustracije na različnih produktih. Potem sem začela dodajati animacije mojim risbam, videti, kako te poživijo, se mi zdi res magično. Že nekaj let delam doma, tako da ta dolga karantena ni bila tako velika sprememba zame, a res pogrešam delavnice in tečaje v živo, kjer zelo uživam pri izmenjavi izkušenj, opazovanju procesov drugih in učenju novih tehnik. Med karanteno sem se udeležila virtualnega tečaja, kjer sem po dolgem času spet začela risati in barvati na roko. Zelo rada imam tudi kolaž, kjer lahko nastanejo neskončne kombinacije barv in figur. Že od majhnega sem rada packala, spomnim se, da sem prvič prišla v stik z glino, ko smo bili na počitnicah v Bariločah in smo v jezeru odkrili glino in se z njo tam igrali. V šoli sem se nekaj let udeleževala delavnice keramike, a potem je pa študij prevzel vsakič več časa in sem se dosti let oddaljila od tega materiala. Med študijem in potem v službi sem sedela cele dneve na računalniku in dosti let pozabila na ročno delo. Tako da, ko sem nehala študirati, sem imela več prostega časa in sem odkrila blizu doma delavnico En el Muro, ki jo vodi keramičarka Fernanda Ferri. Tja že 6 let hodim in poglabljam znanje keramike. Lani sem se udeležila tečaja na univerzi, specializacija v keramičnem oblikovanju, kjer sem pridobila dosti novega znanja.
Zanimivo se mi zdi, da je moja stara mama Ančka Vajda tudi imela stik z glino, ko je bila mlada. Delala je v tovarni za keramiko v Mendozi in mi o tem pripovedovala, kako je tam nalivala keramične modele, in to je nekaj, kar zdaj jaz tudi počnem. Prvo sem začela delati uporabno keramiko, poskušala sem različne dekorativne tehnike in okrasila z lastnimi motivi te izdelke. Različne izkušnje so me še bolj navdušile za keramiko, naprimer, ko sem se leta 2018 udeležila festivala Barro Calchaquí v mestu San Carlos v Salti. Vsake 2 leti se tam združijo lončari in obrtniki mnogih krajev Argentine. Tam sem lahko opazovala različne tradicionalne tehnike, žganje na prostem, obiskali smo kraj, od koder izhaja glina v enkratni pokrajini. Do takrat sem samo delala skupljeno glino in nisem imela pojma, od kod izvira ta material. Navezala sem nove stike in sodelovala pri kolektivni razstavi na temo ameriških koruz. Njen namen je bil prikazati raznovrstnost in identiteto tradicionalne ameriške hrane, ki je v nevarnosti zaradi novih poljedelskih praks. Letos sem preživela nekaj tednov v vasi Amaicha del Valle v Tucumanu, kjer sem spoznala delavnico lokalnega lončarja in njegovo tehniko. Zelo sem uživala ustvarjanje v mirni naravi, delo z lokalno glino in oblikovanje malih figur, piščalk, živali, ki sem jih prej samo risala. Zdi se mi čudovito, da so pri keramičnem procesu prisotni vsi elementi: zemlja, voda, zrak in ogenj, in da so keramični izdelki bili prisotni v vseh kulturah preko stoletja, za utilitarno rabo, pri obredih, inštrumentih in umetnosti. Glina je bila zame zatočišče v težkih trenutkih. Po atijevi smrti sem si nastavila kar nekaj novih vprašanj v zvezi s časom, ki ga imamo na razpolago, kako bi rada, da moji dnevi potekajo in o smislu tega, kar počnem. Takrat sem delala v podjetju in me delo ni dosti veselilo, tako da je bilo težko odpovedati in začeti delati samostojno, a zdaj mislim, da se je splačalo, saj sem pridobila več časa za osebne projekte in za pomisliti, kaj bi res rada počela. Lani sva s prijateljico imeli malo delavnico, a s karanteno sem preselila vse domov, tako da je v kotu stanovanja nastala delavnica, kjer preživim kar nekaj ur. Zdaj me najbolj navdušuje modeliranje figur. Zelo uživam ta proces ustvarjanja, ki je počasen in moram bolj načrtovati. Všeč mi je dialog, ki nastane med keramiko in ilustracijo. Včasih nekaj z glino oblikujem in potem tudi narišem ali obratno.
te vabi k treniranju potrpežljivosti, prisotnosti in opazovanju. Vsak del procesa keramike ima svoje čase priprave in sušenja. In če hitiš, se to potem pri rezultatu takoj vidi. Na primer, ko se kakšno delo pri žganju zlomi. To se mi je pred kratkim zgodilo. Po takih izkušnjah res uživam v delu na računalniku, ko lahko napake hitro izbrišem in popravim. Ko neham oblikovati izdelke, se morajo ti prvo prav posušiti, da jih lahko žgem v peči. Po prvem žganju pa te izdelke glaziram in grejo spet v peč, tako da se potem svetijo. Sporedno delam tudi bolj abstraktna dela in eksperimente, kjer me zanima študij oblik, barv in materiala. Včasih čutim, da je moj proces malo kaotičen, da poskušam preveč stvari naenkrat in me vznemirja, ko čutim, da se moram odločiti za eno kreativno smer. A zaupam, da sem v procesu iskanja in da pot ni linearna in da je vse med sabo povezano. Rada bi začela prodajati svoje keramične izdelke, zato zdaj pripravljam spletno trgovino. Za drugo leto pa načrtujem potovanje v Španijo in Slovenijo, kjer bi rada obiskala delavnice obrtnikov in morda se udeležila tudi kakšnega tečaja. V zvezi z ilustracijo bi pa rada kdaj ilustrirala kakšno otroško knjigo. Za konec bi se rada zahvalila Slovenskemu domu San Martin za vabilo in še posebno Viktorju Leverju, ki že toliko let pripravljate kulturne večere. Kot Sanmartinčanka sem jih predno obiskovala in sem vesela, da sem lahko tokrat sodelovala pri tej virtualni razstavi. Upam, da bo lahko prihodnje spet v živo in da se bomo lahko kmalu spet v domu srečali. Končno, ko vidimo vso to ustvarjalnost, lahko zaključujemo, kot je bil prepričan Ivan Cankar, da zgodovina narodove kulture je zgodovina naroda samega. Hvala vsem, ki ste sodelovali, da se je ta prelepi večer lahko omogočil. Nasvidenje naslednje leto na našem 18. kulturnem večeru ob taktu barv.